Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Yo, hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Yo, pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami Veronika Škrl. Lepo zdrav, Veronika. Čau. Kako si? Super. Vreda? Ja. Že po glasu slišimo, da je Primorka. Prihajaš iz Kopra, Portoroža, Izole ali... Koper, ok. Center. Daj nam nekaj povej o sebi, ne vem, kje si odraščala, kam si hodila v šolo, kjer filme si gledala, ko si bila mala. Ok, odraščala sem v Kopru. Edina tašna zanimivost je, da nisem hodila na slovensko šolo, ampak so me upisali že v vrtec italijanski. Okay. Pa sem nadaljevala v osnovno, gimnazijo in še malo faksa. Tako to mogoče je malo tako, vsak reče, a res si hodila na italijansko šolo? Ja, ma kaj v Italijo? Ne, v Kopru je italijanska šola, tako da, ja, to drugače, kaj si še vprašala? Filme, kakve filme si gledala, ko si bila mala? Kjeri so oni tvoji klasični, ko se spominjaš svojega otroštva po... Pa če sem že tako malo, posebej malo bolj čudna, sem v redu. Mislim, vsi smo čudni, ajde. Ja. Ampak zaradi očeta, ki je bil res ful velik ljubitelj filmov, ne, me že kot otrok pač peljal v kino, recimo se spomnim, koliko sem bila stara, me je peljal gledati, ne vem, Boogiemana, pa Aliena, ja, pač okay. Alien je bil tako. Te je že takoj prestrašil. Ma nisem bila niti prestrašena, ampak tako, že kot otrok sem nekako dobila neuno risanke, stvari za otroke, ampak tako sem odraščala bolj na Boogiemanu. Na Boogiemanu, no, in sem se malo okay. da se normalno. Ja, valjda. Tako tačni filmi, tako okay. sem kole rasla pač s tem. Ja, kaj pa danes, kako zvrstno reči gledaš, kaj ti je tako, da ne vem, če vklopiš Netflixa, greš na drame, ali greš na komedije, ali... Ne komedije, ne akcija, ne romantične, ne, ima rada psihološke drame dosti. Okay. Grozljivke, če je kakšna dobra v redu. Okay. Ja, drugače ne, imam tudi rada te dokumentarce ful. Nice. To mi je zelo všeč. Če bi se mogla zbrati all time favorite movie? En, ki ga bi lahko, ali pa ki si ga največkrat mogoče pogledala, to je. Kaj bi rekla? All time favorite. Pač, ok, zdaj se bo slišalo tako, ampak zdaj sem videla sliko Star Wars, ne? Sem bila dosti obsedena s tem in okay. Mislim, te stari filmi so bili zakon, pač te novejši so malo tako. Ja, malo, ja. Tako da, ok, čakaj, zdaj si me res dobo, ko se ne spomnim več nič. Nika Titanic ali pa kaj tak. Ne, mislim, lepo ga je gledati, večkrat, ko so filmi, ki ne postanejo dolgo, mislim, na vsake toliko je lepo gledati, ampak... Drugače sem bolj obsedena z režiserji, ne, kot pač tudi Kubrick, ne, pa ta Scorsese je, no, tašno žanr bolj, malo bolj čuden, dober. Ja, zanimiv, ja. Te pa te bom vprašal, kjer je tvoj najljubši režiser? Ja, sem rekla, Kubrick mi je všeč. Enega moraš brati. Bolj kot Scorsese, ali pa, ne vem... Jaz sicer osebno ne poznam toliko, ampak... Dobro, bom rekla, zaradi vsega, mislim, niso prijetni filmi, ne? Ja. Ampak tako kot glava, kot razmišljanje, kot vizualiziranje, pač Kubrick, ne? Ok, nice. To bom rekla. Od Tarantino ta filmi, kako so ti? Ja, ne? Ne, dobri so, še krvavi. Ja. To je to. Ja. Takoj veš, da je njegov film. Ja, se ne konča nikoli dobro. Ja. Da mi reče, rekla si, da si hodila v italijanski vrtec, kaj to pomeni, da se niste nič slovenskega učili, oziroma pa osnovna šola, ali je bilo pač pol predmeti, kako je bilo to predeljeno? Sem imela vedno slovenščino in tudi pač v osnovni šoli smo imeli slovenski jezik, edino to nismo se smeli pogovarjati po slovensko na hodnikih in to. Ampak itak doma... Če ste se? Ja, so nas... Ne vem, so rekli, neko kazen dobili, smete, mi tako smo se vedno pogovarjali. Pač na koncu s temi sošolci smo se na koncu, recimo tudi leta pol kasneje, ko smo se dobili, smo se
vedno mešano pogovarjali, veš, ker dobiš eno besedo po slovensko in pol eno po italijansko, zato ker se ti mudi povedati stvari in pol si rekel, a nič se me razumeš. Ne? Če bi recimo s tabo bi bilo tako, kaj si rekla? V redu. Mislim, jaz vem, da dosti besed slovenskih sem avtomatsko že zamenjal z angleškimi, ker pač pogosteje jih uporabljaš v vsakdanjem življenju in pač, ne vem, rečem 2 besedi slovensko, pa tisto tretjo, ne vem, angleško, naprimer, sploh kaj se tiče, ne vem, podcasta ali pa kaj takega, ne. Zelo ne vem, kaj je slovenska beseda za podcast. Ja, verjetno ni specifika. Ne vem. Okej. Kdaj si se odločila za ples, oziroma za plesno smer? Si že od malega malo plesala? Ja, sem začela kot otrok, mislim, da pri 6. Te stvari za otroke, plese. Plesi, cicibam, pa to. Ja. Pa se spomnim, da smo imeli tudi neki spit, ki so nas spraševali, če znamo korake. Vedno sem bila ful prestrašena, takrat pa je bilo itak vsak je naredil. Jaz pa sigurno ne bom naredila, ker ne znam nič, ne. In pa sem pa šla mislim, dosti stvari sem trenirala, ne. Hip-hop je prišel kot zadnja stvar, ne, v moje življenje, ampak sem začela bolj kot modern, jazz, balet. S kolikimi leti to, če se spomniš? Ne vem, takoj po tem končanju tem, kaj je ta začetek, pripravljalna? To, ko imaš za otroke, naslednja stvar, naslednja faza je pač... Kaj je to pol začetek osnovne? Tu nekje? Ja, po mojem, ja. 7-8 let? Ja, tu nekje. Okay. Se prav spomnim, da sem začela s hip-hopom, se nisem upala, ker sem se bala trenerja, ne. Moški je bil, jaz Siniša Vukinac je bil prvi trener in sem se ga bala in sem ne bom šla. In tako, da sem delala modern, ne, in potem šla še na balet, sem prišla celo na špice in to, mam je bilo dolg čas, tako da sem pustila. In potem sem pa se odločila za hip-hop. Kdaj je bilo? To je bil kakšen specifičen trenutek, da si pač rekla, da hočem hip-hop trenirati, ne vem, ali je pač bilo, ne vem, postopoma, ali... Mislim, glasba mi je bila itak vedno všeč, ne. Ampak je bilo tako, ni bilo ok, zdaj grem, ker hočem to. Slučajno, potem, ko sem se upogumila in sem se odločila, da se bom upala iti, sem pač šla. In pa pač od tega sem vse ostalo pustila. Ja. Pa pol si se, kako bi rekel, postopoma pač prelevila v to, da je ples postal del tvojega življenja oziroma karijera, ali je bil kakšen trenutek, ko si rekla, ok, zdaj pa bom se odločila profesionalno, pa spustila v to, ali... Že ko sem začela plesati, sem nekako res hotela sam plesati v življenju. In se prav spomnim, da, ne vem, ko sem bila 12 let stara, 11, ne vem, sem bila zaprta v dvorani in sem plesala sama. Pač nisem rabila obega trenerja, sam sem bila tam, sem trenirala. Je bilo to dovolj pač? Ja, in res fokus je bil, ok, greš v šolo, imaš prijatelje, ampak ne, jaz sem razmišljala, kaj bo po šoli, ne, to pomeni, jaz bom šla v dvorano, jaz bom šla na treninge, itak sem imela pač treninge, že takrat sem več stvari trenirala, tako da sem res bila fokusirana, bom rekla, od začetka. Sem hotela plesati. Kaj si še vse zraven trenirala? Poleg plesa? Sem hodila v glasbeno, sem igrala klarinet. Še znaš? Pihnem ne znam več na stvari. Ne, sem probala enkrat, so tako, ok, sem vem niti ene. Pač pihniti znam še, ampak ne znam več not, sploh ne vem, kaj je tam. Ampak ga imam še vedno doma, tako za spomin. In potem sem trenirala atletiko, dosti let. Kaj je to? Kaj si bila specifična pri atletiki? Jaz sem hotela 100, jaz sem bila vedno obsedena na šprinte, ne, jaz sem vsi govorili, si suha, nisem visoka, jaz sem zelo nizka, ampak oni so mi govorili, da sem visoka in da bi bilo 400. In jaz sem vedno rekla, 400 ne bom, ki to je muka. 400 je pač najtežja stvar, ne, res. Pač moraš biti glavca za to. Jaz sem hotela šprinte. In sem rekla, ne bom, pač bolj še to, se kaj jaz hočem šprinte. In potem sem bila pač šprinte, 160 tekmovala. Nice. Se ti zdi, da ti je pomagalo to kaj? Mislim, kak si gledala ples, pa šprint si imela isti, ne vem, neki mindset za treninge, pa tekme, ali... Ja, se je povezalo pri tekmah psihično, kako si bil pripravljen. Prejan si šel, recimo, ko greš na štartne bloke, ne, dihanje, kako se ti pripraviš v glavi,
to sem pač pol vse prenesla pred tekmo. In so mi vedno vsi govorili, Veronika, zakaj si tako mirna, ne, preden greš gor? Jaz pač imam jaz se tako pripravim, preden stopim na oder. Jaz ne moram delati kažin in veš, kaj vsi eni hočejo ful energije, da pa na hype, pa Ne, jaz pač se moram skoncentrirati, fokus na se in pol lahko grem. In to mi je dala pač atletika, ne. Atletika mi je dala dosti tega, da pač je dosti v moji glavi. Plus pa še, če moram reči, recimo, plesno in tehnično, pa eksplozivnost. Ti je dala atletika? Ja. Ker vidim, da je težko pridobiti, recimo, pri plesalcih eksplozivnost, ne, brez da bi razumeli, kaj je to. Ne. In atletika in tak šprinti so vsi narejeni na eksplozivnost. Vela. Tako da to sem ful hvaležna, no, da sem lahko, ni mi bilo težko na to. Ker je težko, zdaj preden ti skapiraš, naprimer, kaj trener, ne vem, hoče tebe, oziroma da skapiraš, to je to, če nisi prej treniral nekega eksplozivnega ali pa energičnega športa, rabiš dlje časa, kot pa če si imel neki background, ne. Telo se mi zdi, da je že navajeno, točno ve, kaj mora narediti, ne, da dosežeš to. Tako da atletika in ples sta mi res dali nekako. Zanimivo. Misliš, da je kaki specifičen šport, ki, ne vem, najbolj pripomore k temu, da ti da neke predpogoje za ples? Da bi zdaj, ne vem, rekli, da, ne vem, če pa treniraš sumo, naprimer, bo ti najbolj koristilo to pol pri plesu nadaljnjem, ali ne vem. Misliš, da je kaj takega? Kaki specifičen šport? Po mojem, vsak po svoje neki ti da lahko pol plesno, ne. Odvisno kaj, zdaj se ne spomnim niti enega športa, tako da bi... Jaz mislim, da je Lyle Beniga enkrat izpostavil, da on je neki karate ali kaj treniral. Da mu je to kao, to je pol ful pripomoglo pri kontroli telesa, pa ono pa tisto, ne. Dobro, to dejansko je, Pol vsi ti športi, karate, kaj je še, imaš... Borilne veščine, pa take stvari. To je. Zdaj še tečeš kaj? Še greš zdaj, ne vem, kaki šprint odlafat po obali, ali... Zadnicam, ker mi je ta mali od moje sestre je rekel, so me tekmovali v šoli, rekel, sem bil slab na 600, sem bil slab na, ne vem, 400, se je krat, pedi z mano, ti bom jaz naučila in potem tam tekmovali, ne. Sam problem je bil, naslednji dan nisem mogla ostati. Ni šlo in sem tako, pazi se, nisi mlada, več ne moreš. Ne. Mislim, ne, pač tako, da se več pripravljala za to. Ker greš, ne, se ne moreš ustaviti. Hvala, ti si pojem šla na puni. Jaz sem tudi zelo tekmovala, ne, potem sem tekmovala z njim, sem hotela pokazati, ne moreš biti še bolj hiter, ko jaz, moraš trenirati. Tako, In potem se je zmatrala na koncu, Kak je ples danes? Ples pa ti, tvoje razmerje, kje si, kaj se dogaja, kaj novega, kaj starega? Novo je korona, ne? To je zelo, mislim, ne, ni že stara stvar, že 1 leto pa neki, ne. Lanski sneg. Lanski še vedno tukaj, ne. Ne vem, če upam, da bo šel stran, ampak nič, korona mi je ustavila življenje, ne. Mislim, življenje. Tako, ko sem ga poznala, ne, je kar naenkrat prekinilo se. Pač učenje, to je še vedno ostalo, ampak jaz sem večinoma uživala bom tako rekla, učenje je lepo, ampak meni je dajalo energijo in voljo vse ostalo. In pač s korono se je ustavilo vse. In nič, se še iščem, ne. Tako, prej sem gotovila, da dejansko moram gledati, da stvari ne bojo vedno, mislim, ne bojo več isto, tako kot so bile, ne, ampak da pač moram iti naprej, je po mojem trajalo več kot 1 leto. Tako zdaj nekje sem se. Da si malo popredalčkala, pa... Ja, mislim, nisem se še sprijazana, ker se nočem, ne. Ker sem si rekla, to zgleda prav uno. Veš, da si z nekomu v zvezi toliko let in ker naenkrat se pustiš, ne. In takšen občutek sem dobila. Veš, ker naenkrat prekine, zdaj pa se znajdi. Čakaj, če sem bila navajena živeti na takšen način. Tako lahko zdaj jaz prekinem in sem doma. Se, ajde, zlov, ampak ne, ono tako je, moraš predelati stvari, moraš ugotoviti, kak za je to, kak za je ono, ne. To je to. In sem človek, ki pa noče razmišljati, kaj bo, ne. Jaz sem pol tako, se prepustim, nekaj sigurno bo, ne. Vola. Sam zdaj 1 leto je prav uno.
še ni nič. Nič, ne. Ki je zdaj ono. Ja. Vsakeč me je vsaj nekaj presenetilo, tako da bi rekla, Ja. glej, se je nekam premaknilo, ma tudi če je milimeter naprej, ampak se je premikalo in zdaj je pravuno tema, nič. Mislim, vsaka stvar, ki si hotel in si mislil, mogoče bo to, mogoče uno, je se padlo v vodo. Ja. In kak si handlala to, oziroma kak zdaj handlaš, iščeš, ne vem, še vedno iste plesne projekte, ki si jih prej, ali si že nekako zamislila načrt za dalje, ali kak imaš zdaj plan, mislim? Zdaj, prvo kot prvo, moram jaz pač razčistiti sama s sabo. Ne? Zato, da jaz vem, kaj hočem. Pač, da jaz razčistim celo zadevo, ples, kaj je zate, kako bo šla naprej. In pol naslednja faza se mi zdi, da je da nekaj jaz naredim, tisto, kar, ne vem, nek projekt, nekaj, kar si zamislila. Ne da čakaš ostale, veš, da te, mogoče me bo poklical, mogoče bom, ne vem, čez 1 leto, 2 dobila kakšen nastave, že ta še neumnosti, bi bilo treba zdaj, da jaz se lotim tega, da se jaz odločim, da se jaz kot Veronika nekaj ustvarim, ne pa, da sem vedno veš, čakaš, da nekaj... Na stand-by, ja. Tako da to je zdaj pač moram naprej sebe dati nazaj v lepo pot. No. Pa misliš, da bo hitro, oziroma če sploh kdaj predkoronska plesna situacija, da bo vse po normalnem nazaj, ali misliš, da bomo se pač mogli navaditi na neko novo realnost, pa se sprijazniti, pa prilagoditi, ne vem, kaj misliš? Sem ful razmišljala o tem, sem rekla, ful bi bilo lepo, en cajt sem si govorila, ne, komaj čakam, da je konec, da se spet vrnemo nazaj v normalo, da to, ampak zdaj sem ugotovila, da pač nazaj normala bo pač nekaj novega. Ne vem kaj, ampak po mojem pač se bojo stvari spremenile. Sicer res ne vem kako, sploh se ne upam pomisliti, ampak tačno življenje po mojem, ko smo ga prej poznali, pač ni. Ne bo mnogo. Jaz mislim, da ne. Zdaj pa, če me bo presenetilo pozitivno, bom rekla, wow, veselje, ne. Ampak tako sem zdaj prišla do točke, da sem si rekla, ne čaka, da se stvar vrne, pač, ker zdaj je nekaj novega nastalo. Mogoče bo boljše, mogoče bo slabše, ne veš, ne. Načeloma vsaka slaba izkušnja ti da nekaj novega, zdaj, kaj bo to, kdaj bo. Ja, sej to je. Ker čakaš, ne, dejansko čakaš. Ja, in to čakanje te poli tak psihično in fizično te ubija, ne vem, ubija tvojo ustvarjalnost, čas gre mimo, sploh v, ne vem, plesnem svetu, pač mlajši si več priložnosti, boš imel, boljše ti kaže, ne, zdaj pa, kako dolgo bomo še čakali. Listo sem razmišljala, sem rekla, za tiste, ki so 24, 22, 20, ne, njim se ni toliko drastično spremenilo. Pač probleme imajo, pač vsi gremo čez neki, ne. Valjda. Ampak ko priješ, veš, ne vem, 31 sem in rečem, zakaj sem zdaj 2 leti se ustavila? Jaz bi mogla zdaj, recimo, biti vrhunec vsega, pač da potegnem še par let in da izkoristim to, in zdaj sem kar 2 leti stala pri miru. Zgubila. Ja, zgubila sem. Ampak se nisi imel druge možnosti. Ja, nimaš, ker je tako, da se, ne vem, poriz mlini na veter, pač v vsakem primeru mislim, ne moreš nič narediti, no. Ja. Zdaj to je to. To je bilo kar naenkrat preseka, Veronika se ustavi se, nič, nikamor, ne potuješ, ne plešeš, ne nastopaš. Si doma, nazaj po tolikih letih v Kopru, mislim, zdaj sem vedno spala, ampak sem bila stalno na poti, okoli. Pač nisem se ustavila in kar naenkrat sem bila prisiljena se ustaviti in sem tako, kaj zdaj? Ja, ti pa v največjem zagonu, pa ideje, pa cilje, pa načrti. Tako da se ti pravi, ne vem, kaj bo nova realnost nam pripeljala, ampak upam, da bo kaj boljšega. No. Ja. Ko si omenjala nastope pa to, če bi mogla zbrati eno stvar oziroma en dogodek, tvoj najljubši, ne vem, nastop ali pa plesni projekt, ki ti je, ne vem, najbolj ostal v spominu v dobri luči, ali pa slabi, no, mogoče to je. Kaj bi izpostavila? Kaj bilo tega? Prvi tašen nastop, ki mi bo zavedno ostal v spominu, je Koreja bila za pevca Ksijo, ne? To je pač, se mi zdi, da takrat kot plesalka sem bila a to se meni dogaja, a res? Včipnite me, penčmi. Ja, ne, pač nemogoče in to pač 2-krat naprej video snemati, pol pa
koncert. In takrat sem prav rekla, ok, to hočem delati. Ne. Ja. In pol pač drugo pa je bila tudi Eurovizija. Ne. Pač en tašen dogodek, da si ti del tega in pač res lepo. Lepa izkušnja. Kakšne slabe so bile, bolj so bile iz strani organizatorja, ki imam dosti krat občutek, da ko nekaj organizirajo, plesalci nismo tako, mislim, ne bom rekla cenjeni, ampak delajo s tabo, kot da si pač sam dodatek stvari, ne da si pač del tega. Ja, oziroma pač v ospredju. Ja. Čeprav recimo imaš vlogo, da si v ospredju, ampak recimo prije kakšen pevec in pol si ti tam pač. Ja. Ti si. Tako to, mogoče kakšenkrat sem imela tašen občutek, ne, da se lahko tudi to zgodi. Ja, to je nasplošno, mislim, tako pomisliš vse te, ne vem, svetovno, zgodovinsko znane videospote od, ne vem, hollywoodskih pevcev ali pa iz drugot. Če pogledaš videospot, so vedno bolj ali manj bili, ne vem, plesalci v spredju, pa so plesalci tisto naredili, ne. Bili so pa tretirani kot, ne vem, backup, pomožni lučkar, ki je samo žarnico menjavo, če poklona, recimo. Vem, da v zadnjič je bil tudi en primer, sem zasledil neki na Instagramu, da so novi video posneli in plesalci, ki jih je bilo ogromno, svetovno znani, kvalitetni plesalci niso niti bili omenjeni v end kredicih videospota, je bil omenjen, ne vem, tretji gaffer ali pa, ne vem, čistilka ali pa, ne vem, XY plesalci, ki pa so bolj ali manj naredili video to, kar pač je, pa da se prodaja, pa da dobiva oglede, pa niso bili omenjeni. Ja, dejansko so bili glavna stvar in so jih zanemarili, mislim, tako dali na stran. Ja, to se strinjam. Kak se ti, ne vem, na licu mesta, si imela kdaj take primere, kak se, ne vem, spopadaš s tem ali pa, ne vem... Ja, sem ti rekla, da dosti krat se je zgodilo, da kot organizator, veš, ono že, ko te sprejme, dobiš v njih občutek, se so prijazni, ampak kot da si pač tam, ne vem, zato ker hočeš, mislim, se hočeš biti, ne, ampak kot plesalec, recimo, da si res pomemben del, recimo, en dogodka, ne, ker če pomisliš, rečeš, ok, recimo, greš s plesalci stran, in kaj boš imel ti iz tega programa, ne? Kaj ti bo ostalo? Ja, valjda. Bo dolg cajt, ne? Ampak se ne zavedajo, da si pač plesalec in si pač plesalec, si pač neki na sredini, nisi tako pomemben. Pa zakaj misliš, da tako razmišljajo, ne vem, organizatorji, producenti, direktorji? Pač nočem za nobenega specifično obtožiti, ampak tisti na kraju dogodka na licu mesta, ko pač tretira plesalce na dober ali slab način, zakaj misliš, da, ne vem, misliš, da je naša odgovornost oziroma odgovornost vsega posameznika, da reče, mi smo prišli sem, vi ste nas izbrali, poklicali, plačali, dajte nas, ne vem, izkazati neko vsaj minimalno spoštovanje, če ne, pa samo obrnili pa šli, pa si najdete nekega, ne vem, ološa za... Ja, itak je. Mislim... Ja, mislim, da je stvar posameznika oziroma kako se ti predstaviš in kako se ti postaviš organizatorju. Če po mojem se odločno postaviš in pač daš vedeti, da mi smo tukaj, profije, spoštuj nas, pol bojo, ne. Zdaj v primeru, da dosti ljudi se niti ne upa reči, ok, zdaj nas morate res delati z nami, kot da smo, mislim, ne reči, ne vem kaj, pač normalno, ampak spoštuj naše delo, ne. Ja, valjda. Dosti se matramo za to. Ampak dosti si po mojem niti ne upa tega reči, veš, ono, kar se bojijo, ne vem, a da zgubijo posel, ne. Tako da vedno je, po mojem se gre vedno za denar, ne. Mislim, v vsakem primeru se gre za denar, ampak nekdo bo rekel, lej, ti povem, kako stojijo stvari, spoštuj, če rečejo ne, ok, grem stran, ne. Dosti pa, veš, ono rečeš, ne bom povedal tega, zato ker recimo lahko zgubim delo, lahko zgubim denar, ne. In tako veš, da kot plesalec pač živiš od tega. Valjda, če ne boš ti, pač te bo menjali, pa bo nekdo drugi prišel na tvoje mesto, ne. Ti si, ko si bila v takih situacijah, dobrih ali slabih, to si se sama dogovarjala za, ne vem, pogoje dela pa plačilo, ali si vedno preko kakega menedžera oziroma agenta, ali kak je to? Ne, večinoma, a to misliš, kot je splesal? Ja. Ne, to pač večinoma, veš, te nekdo pokliče in reče, glej, nastopi je, ne vem, tistega pa tistega, bomo imeli toliko pa toliko treningov, toliko denarja dobiš, ne. Jaz lahko še poudarjam, da nisem
pač toliko kot sem Veronika, ne. Ja. Jaz nisem nikoli zahtevala potnih stroškov, ne. Iz Kopra. Iz Kopra. Ki pa si večinoma delovala oziroma... V Ljubljani, ne. Ljubljana, so pa to neki cajt nazaj, so bili nastopi, ne. Ja. Tako da nisem nikoli zahtevala, nekateri so se sami spomnili in so rekli, Veronika, ne, pač boš dobila potne stroške, koliko ti lahko dam. Ja. Pač in to je to, ampak večinoma nisem nikoli spraševala in vprašala, kaj zame potne stroške. Ja. Nikoli. Ja, se ker po drugi strani, če bi pa bilo spet tako, zdaj, če njo vzamemo, še moramo ji dati za potne, te bomo rajši nekoga vzeli lokalnega, pa mu ne rabili dati za potne. Točno to, ne. Ja. In takrat pač mi je bilo do tega, da sem na odrih, da nastopam čim več in sem rekla, glej, pač kaj te briga denar, ne, samo uživaj, ne. Če ti je to, kar hočeš delati, zakaj pa ne. Pač denar, pač meni, mislim, se je pomemben, ampak meni ni bistvo. Ja. Ja, v življenju res ne. Pa tudi, če se mi zdi, da če uživaš v tem, kaj delaš, pa če si dober, denar bo v vsakem primeru prišel, preko slej, ne. Ja. Če si kvaliteten, bo folk to videl, te bo zagrabili, te bo izbrali in je to, ne. Je pa res, da sem se, s kom se prejšnjič to pogovarjal, da ja, glih zaradi tega, mogoče, vse, kar se na slovenski sceni tiče, bolj ali manj vidiš pri projektih iste plesalce, ne, iz pač mesta, ker se pač snema večinoma to Ljubljana, ne. Točno iz tega razloga, kaj si ti rekla. Ti, na primer, pač nisi nikoli rekla za potne, ker si vedela, da če boš rekla, bojo verjetno vzeli koga drugega, ki ga bo isto plačali kot lokalnega, pa ne bojo rabili dati zraven za potne stroške, ne. Zdaj, ali v tvojem primeru pač požreš oni benznar, pa se na lastne stroške pripelješ, ali pa pač tvegaš, pa rečeš, če lahko dobiš, ne vem, 20-30 evrov za tisti benzin zraven, ne. Ja. Mislim, da tu je še en večji razlog, je to zato, ker če nisi iz Ljubljane, težko pač karkoli narediš, ne. Ja. Ker jaz se spomnim, da sem dosti let pač hodila na redne treninge, tudi v Ljubljano, v ponedeljke, srede, tudi če sem v Gorici delala do 8, trening se začel ob 9. Jaz sem se vsela v avto in sem bila ob 9 v Ljubljani. Sem zamudila pol ure, ampak sem bila tam. Si prišla. Tako da sem dosti stvari pač sem šla, ne. Če si tam in te vidijo, pač tudi te vzamejo, ne. Ja. Če pa te ni, se ne bojo spomnili, zato ker ima ne za karkoli, da je karkoli narobe, ne. Ja. Ampak pač te ni, ne. Če nisi iz Ljubljane, te ni in pač imajo tam ljudi, imajo krog in pač logično, da oni pridejo. Ampak vseeno, Pikolina, polko pomislim, pač Slovenija, 3 ure porabiš, da si iz Prekmurja do Kopra. Ne rečem, da bi se mogel, ne vem, peljati iz Ljubljane do Dunaja vsakič, ali pa, ne vem, do Berlina, veš kaj mislim. Pa LA je, ne vem, skoraj isto veliki kot Slovenija, ne. Pa zdaj pa, da se je bazira to na, ne vem, par kvadratnih kilometrov. Se strinjam s tabo, veš. Ampak ti povem, moje izkušnje so takšne, dokler si gor, se spomnejo na te. V trenutku, ko te ni več, se ne spomnejo. Ne govorim o vseh, ne. Nekateri so še vedno cool, ne. Ampak večinoma je bilo tako, no. Žalostno, ampak je, ne. Pač moraš biti v tistem krogu. Razen, če pač se samo odločiš in sam nekaj ustvariš in sam, recimo, dobiš nastope. Sam rabiš ljudi, ne. Pa pač si že drugje, ne, samo dobro, ajde. Vemo, da Ljubljana je malo bolj, pač ima več vsega, ne. Ja, vala. Ne vem, Koper, ne vem, kako je Maribor. Maribor. Zdaj zato, no. Imamo mi Damjan Murkota. Odnočimo za reklame dele. Ampak ja, je res, da če se v, ne vem, mestu snemajo stvari, pa če je toliko več priložnosti, ampak tako se neko Pikolina Slovenija je ipak spet tako mala, da načeloma ne bi smelo biti razlikna. Je pa pol spet res, da ko imaš enkrat, ne vem, službo, pa učiš, pa moraš biti takrat na vajah, pa sem pa tja, pa logistično. Pa dobro, se da. Ja, da se. Da vse narediti. Ja. Jaz mislim, da to ni globljega pomena, da nekdo reče, ne vem, zato ker nisi iz Ljubljane, te rajši vzame nekoga, ki je iz Ljubljane, ima za tvoje dobro potni stroški, ima, recimo, kakovost je enaka, ne, kot z nekom, ki je v Ljubljani. Se mi zdi čisto tako površno, veš. Prideš, rečeš, bom vprašal tega, imaš cajt za nastop, ne. Ja. Tako, se mi zdi, da ni neki, da nekdo sploh ful
premisli, nekaj naredi. Sam pač naredi, ja. Ja. Mislim, da ni. Misliš, da je bilo več priložnosti na splošno za, ne vem, plesalce iz Primorske ali pa Gorenjske ali pa Prekmurja, če bi bila, ne vem, še kakšna agencija zraven, ki bi skrbela za, ne vem, bukiranje plesalcev za razne stvari? Ja, mislim, da ja. Zato, ker v trenutku, ko imaš nekoga, ki te zastopa, dobiš iste informacije, kot nekdo, ki je iz Ljubljane, iz Kopra, iz Maribora. In pač je pol na tebi, ali se usedeš v avto in zapelješ na audicijo, ne? Ja. Ali pa ne. Ja. Tako. Veš, ni odvisno, ali si ali nisi. Ja. Jaz zdaj nisem toliko v tem, je kakšna agencija, oziroma jih je več, ali v Ljubljani si bolj na tekočem? Možda ne vem. Okay. Ne vem, če prav prava agencija. Vem, da je Erik nekaj hotel narediti, ne vem točno, kaj je ali ni. Ja. Vem, da je nekaj delal. Ja. Sam ne vem, če zdaj to sploh. Mislim, če sploh ja. Je ali ni. Si imela tako izkušnjo, da ne vem, če si bila na kakšni audiciji, pa pač si vedela, da pač si prava za plesno vlogo, pa te pač pol niso zbrali, zato ker pač nisi tako dobra, ne vem, z kom v ekipi ali pa z, ne vem, koreografom ali pa z casting agentom. Ja. Ja. Ok. Mislim, da ja, no. Kako pol, ne vem, to spremeš, oziroma kako se pol spopadeš s tem, da te preveč zatovče, pa si misliš, Dobro, jaz sem tako oseba, ki rabi en cajt potem, ko se kaj zgodi, veš, rečem, ok, da bom pustila vse, grem, briga me, glupi ste, mi greste na živce, ja. Grem stran svojo pot, ne, in potem sem tako, čez neki cajt, ja. Kaj te briga, ne, poglej se, mislim, to si govorim, ne, ja. Da se prepričam, rabi malo več cajta, ampak ja. Poglej se, ne, kaj si postala, ne stoj. Ali zaradi tega rečeš, zakaj vedno morajo ostali izbirati, ne, zakaj ne moram jaz, recimo, se odločiti, kaj hočem, ne, ampak vedno mora nekdo izbirati. Ja. Mislim, niso lepe izkušnje, dosti nejev je bilo, ne, in sigurno še bo. In tako večkrat, ko pa, ampak dobro, da ti ostane pozitivne, lepe izkušnje, ne. Mislim, da tudi te, ki so neji, ne. Ampak zaradi tega mislim, da postaneš tudi pač jaz postanem pač boljši človek, ne. Ker vem, kako to deluje, vem, kako te lahko prizadane, pa lahko mogoče pomagam komu. Se ti zdi, da je, ne vem, vsaj meni se zdi, da je premalo govora o, ne vem, zavrnitvah v plesnem svetu, tako ali drugače, in posledično pol zaradi tega pač se plesalke pač odločajo, da pač to ni za mene, ker je, ne vem, organizator ali pa artist, na napačen način pristopu ali pa te prevečkrat zavrnejo, pa pol mogoče 11 bi te sprejeli, pa te misliš, da je to tudi odgovornost na, ne vem, starših ali bolj na učiteljih, pedagogih, da pripravijo nekoga, ko se pol enkrat vrže v ta svet audicij pa nastopal, da pač sprejmeš, ne. Mislim, da boš priti naprej do tega, zato ker jaz vem za te plesalce, ki imam jaz, večinoma so sam tekmovalci, ne. In nažalost je tako, pač imaš kakšne posameznike, ki so res delajo in živijo za to že kot otroci. Viš, ko sem ti rekla na začetku, da jaz sem pač od začetka sam delala, bila v dvorani, sem pač imela, hotla, ne. Imaš res tašne izjeme, ki pač se ne pustijo dotovčne, če dostikrat se ti zgodi kaj, ne vem, da si na tekmi milijonkrat slab, ne. Ne, ampak če ustrajaš, po mojem ti uspe, ne, če si dober. Ampak nekateri pa se mi zdi, veš, ko greš na tekmo in še naše tekme so, ne, in dostikrat ti tak ne dosežeš nič. Ampak oseba je dobra, ne, ima nekaj v sebi, ti vidiš, ne, ampak tolikokrat ti gre slabo, ne, da pač pusti, ne, in to je poluno uni del, ki preseka in reče, kaj bom jaz sploh plesal v življenju, če mi ne uspe niti na eni tekmi, ne. Res, da pri nas, koliko jih je bilo, 80 ljudi na odru, kako ne. Tako da se mi zdi, da pol je kaj bom sploh plesal, ful po mojem niti ne razmišljajo, da lahko služiš in živiš s plesom, ne. Pa da je toliko nekih različnih načinov skozi ples, da si lahko, ne vem, plesalec, koreograf, ne vem, fotomod, karkoli, ne. Ja, točno to, zato ker se mi zdi, da so tako usmerjeni, ok, zdaj so tekme in če mi ne gre dobro na tekmi, to pomeni, da mi ne bo nič. Ne, zato ker imaš res milijon opcij. Pač ako eni so bili grozno slabi na tekmah in pol so postali ful pač znani plesalci ali pa pač dosti dela, da imajo. Ja, valjda.
tako da se mi zdi, da je tu bolj... Pač ja, ti kot trener skušaš prepričati, reči pa ne stoj, kaj te brigajo tekme, ne. Pač jaz bi ful rada pokazala tem plesalcem, tem, ki se jim da delati, da je možnost, da lahko služiš z plesom in da če ti je to, kar hočeš delati, ne, da ni nujno, da faks pustimo stati, lepo, da ga imaš, ne, ampak da ni nujno, da si na faksu in da končaš neki, zato da imaš neko sigurnost, ne, ker s tem pač zgubiš tudi neki cajta, ne, neki let. Logično. Sploh pa v plesu, ne moreš ti, ne vem, ga harati, ko si 60 let star. Ne, valjda, še par let in to je to, ne. Tako da bi ful rada jim tudi jaz pokazati, recimo v Kopru, ne, ker rečeš, kaj bo Koper, ne. Ja. Da je opcija, da lahko živiš s plesom, no. Ja, ker se mi, večinoma folka oziroma splošna populacija pa starši, ali si, ne vem, plesalec, pa plešeš, ali pa pač, ne vem, učiš. Noben pa ne omenja, da si pač lahko tudi, ne vem, kaki kreativni direktor, da si še vedno lahko vpeljan v ples, pa pač lahko odpreš svojo, ne vem, plesno šolo, ali pa lahko odpreš svojo agencijo, pa pač skrbiš za plesalce, da dobijo, veš, ogromno nekih možnosti je, pa tudi ni nujno, pač eni uspejo, oziroma so na svojem višku, ko so, ne vem, stari 15 let, pa so, ne vem, dosegli naslov državnega prvaka, eni pa uspejo, ne vem, kasneje, pa pri 35, ne vem, recimo, imajo 3 plesne šole, pa 5 podružnic, pa ne. Se mi zdi tudi to pomembno, da pač tisti, ki vzgajajo plesalce, pa mlajša generacija, da pač tudi te informacije dajo naprej, ne samo ono forsiranje, tekma, ono tisto sem tja, pol nekdo konča, tako si ti rekla, srednjo šolo ali pa faks, pa neha plesati. A imajo ful potenciala, pa bil ful dober, pa ful perspektiven, pa željo tudi, ampak ker pač nemogoče se ni zavedal, kaj vse je možno, pač pol nehal, ne. Sej, to se mi zdi zelo pomembno, da spomniš otroke, da ni sam zdaj ta trenutek, ampak da, ne vem, čez par let lahko se sam smejejo, ne, temu, kar je bilo, ne. Pač da ni, tudi dosti primerov je, ko pridejo recimo in ti rečejo, ne vem, imajo kakšne probleme, veš, ne vem, kakšne nasilje se dogaja v šolah, zdaj pač sploh se ne znamo mi niti predstavljati, ki tako, ko sem hodila, jaz nisem imela enega takšnega primera, ne. Ampak, veš, ko vidiš nekoga, ki je že na koncu, pa je star, ne vem, 13-14, ne. Misliš, fuck. Da je to konec, da ne moreš, čez 5 let, 3, 4, 2 bo se smejala temu, ne. Pač ni to zdaj, mislim, zdaj se ti zdi vse na svetu, kar se ti dogaja, ampak svet je tako ogromen, da imaš pač 1.000.000 opcij, ne, in da čez par let se bo sam smejala temu. Ja, voljda. Tako da, ja, se ne zavedajo. Je logično, se veš, pri 13 se ti zdi tvoj svet šola, ne vem, ali dvorana, ali to in to je to, ne. Da nimaš drugih opcij in da se ne zavedaš. Pa čez par let pa vidiš, da takrat lahko komaj zaživiš. Si misliš, kaj sem se sekiral, pa obremenjeval, ja. Pa toliko problemov, pa stresa in to, no. Kako pa se ti ples v Sloveniji zdi, če ga primerjaš z, ne vem, 5 ali pa 10 let nazaj, takrat, ko si, ne vem, so tebe trenirali, pa zdaj, ko, ne vem, ti učiš, pa greš kam nastopati, se ti zdi, da kako je napredovalo, kaj se je spremenilo, kaj je boljše danes, oziroma kaj je slabše? Mislim, boljše je to, da ne vem, se mi zdi, da imaš ful več opcij, ne. Pa tudi, ne vem, 10 let nazaj nisi čeprav, tako bom rekla, kakšenkrat, ker se tiče kreativnosti, mogoče 10 let nazaj je bilo boljše, ker nisi točno vedel, kaj se dogaja po svetu, ne. Zdaj se mi zdi, da itak vidiš, imaš ta Instagram in vse to, vidiš fotografije, TikTok in to se mi zdi, da bolj mogoče ne razvijaš toliko sebe kot plesalca v to, kar bi mogoče, če ne bi videl. Veš, da imaš ta... Nimaš neke percepcije, kako bi naj nekaj izgledalo. Tako. Imaš prosto domišljijo. Ja, ampak še vedno po mojem podzavestno se primeš teh, ne vem, trendov, ki se dogajajo, ne. Tako, no, mislim, zdaj, če je situacija boljša, slabša, ne vem, res ne znati povedati, po eni strani boljša, po eni strani slabša, ne. Smo vedno tam, ne. Ja, po eni strani je boljša, ker je toliko večja izpostavljenost, vidiš več stvari, potem imaš tudi upanje, da boš lahko ti, ne vem, sodeloval, kakorkoli si ustvaril več priložnosti. Po drugi strani pa ja, ker je toliko
nekih prikazov vsega te hitro pol potegne v iste vode, ne, pa nisi več to, kaj bi lahko bil, ne. Se ne razviješ, ne vem, iz praznega papirja, ampak je že nekak ta papir izoblikovan na podlagi tega, kaj dnevno sprejemaš, ne. Ja, točno to je. Ja, ti imaš TikTok? Sem si ga naredila, ma ga ne uporabljam. Ne, zdaj ga sploh ne gledam. Na začetku sem gledala bolj za pse in mačke. Uno pač umiram, ko gledam one postavke. A vse, kar vidim plesno, sem bolj tako, ne. Pa najbolj smešno je, ko hočeš narediti kakšno koreografijo in rečeš, ful hud komad in prideš na trening in vsi je, to je TikTok, Veronika. Kaj je TikTok? Ne. A res je TikTok? Dajte mi povedati, kaj je vse TikTok? Veš, ki ne vem, ne. In pol mi pade. Ja, valjda. Pa ta hitro se spreminja to, pa ne vem, mali so itak skozi na telefonu, pa se mi zdi, že, ne vem, jaz, oziroma ne vem, pač mi dva sva dokaj obveščena, se mi zdi glede stvari. Pa ne vem, prije neki 5-letnik pa ti pove, ja, ma to je zdaj čisto novo na TikToku, kaj ne veš? Ja. To je grozno. Si mislim, kaj? Opazil sem tudi, sicer nisem na TikToku, ampak vem na TikTok puščal na video, oni watermark spodaj. Da tudi vedno več svetovno znanih, kvalitetnih, drugače ful super plesalcev, koreografov se spušča v te, kako bi rekel, bolj komercialne vode. Samo zaradi TikToka, pa ker je pač tako priljubljeno, da pač si nabijajo oglede in posledično služijo od tega in od tega, kar se mi zdi po eni strani vredo, ti bo lažje v življenju, boš si lahko več stvari privoščil, omogočil. Po drugi strani pa, ne vem, tisto, zakaj si se, ne vem, tako trdo boril pretekla leta, pa ohranil svoj jaz, pa ohranil svojo kvaliteto, zdaj spustiš skozi okno zaradi tega, ker pač vidiš, da ta ogromna ladja pelje v eno smer in zdaj, če ne boš pač ne toliko znam, pa ne toliko uspešen. Ja, to je ono, kar se hočeš odločiti, ali živeti kot kralj, ali ne vem, mislim, veš kaj mislim, se lahko se sliši ful grdo, ampak če hočeš ostati zvest sam sebi, ne, in delati to, kar je velika možnost, da ne boš nikoli prišel, recimo, da boš imel priložnost se prikazati in pokazati ljudem, ne. Če pa greš po eni poti, ki naj bi bila lažja, ne, ti da denar in to in prepoznavnost in to, ampak točno to, kar si rekel, je to vredno, ne. Zdaj je odvisno, kaj ti paše, ne, se mi zdi. Pa bolje spet tako, jaz včasih razmišljam, vrži se ti v ta komercialni svet, pa bodi podoben ostalim, boš dosegel svoj vrh, višek oziroma največjo možno kvaliteto, ali bi jo dosegel takrat, če bi se res za svojo smer odločil, ne. Kaj ti je bolj dano, ne vem, se mi zdi, da vsi, pa če pustimo za ples, pa gremo na splošna področja za vse, ne vem, inovatorje v zgodovini ali pa, ne vem, pametne ljudi, uspešne, so vedno imeli za nore, pa so vedno šli v drugo smer, ne. Zdi se mi škoda, zakaj ne bi v plesnem svetu se isto pač dogajalo, pač ne rabi vsak drugi biti prepuščen toku, pa pač, grem jaz tja, ko pač vse to pelje, pač ne, ostani na svojem mestu, ustvarjaj, zgradi sebe, razvij se, pa boš ti mogoče nekega dne tisti, ko bo rekel, on pa je bil drugačen, pa je zdaj lahko uspešen, naprimer, ne. Ja, ne, se strinjam, pa se mi zdi, da se ne mogoče negativno gledano, ampak če ostaneš recimo zvest sam sebi in mogoče si ne delaš nekih, kako bi rekla, veš, balans, da se tudi mogoče sprejmeš kakšno stvar, ki ti ne všeč, po mojem težko, da boš prišel recimo ne vem kam, ne. Ker dostikrat ljudje, tako kot si rekel, te geni in to, so postali prepoznavni, v trenutku, ko so oni živeli, niso bili, ne. Pač pol kasneje se je razvilo, da rekel, to je bilo genialno, ne. In se mi zdi, da tako imam jaz si genialc, ne, se odločiš za svojo pot, mogoče je, ne vem, 80%, da boš pač ostal tam, kjer si, ne. Mislim, tam, kjer si, govorim, za prepoznavnost, za priložnosti, za to, ne. No, tačno, tako vidim jaz, ne, mislim, žal mi je ful, zato ker pač bi bilo 10krat lažje, da bi pač res sam kakovost, ne, ker se mi zdi, da trenutno mislim,
je kakovost, ampak se zgublja z ta drugim, ne. Ja. Pač kakovost je zdaj na drugem mestu, ne. Pa se mi zdi, vsak bi takoj rad. Vsak bi rad bil iz danes na jutri že na svojem višku, čeprav sploh ne vejo, kaj je tisti njihov višek. Veš, kaj mislim? Vsak bi rad bil, ne vem, jaz bi rad zaslužil največ znara, bil najbolj svetovno znan, sodeloval z tistimi pa tistimi, ampak kak pa veš ti za sebe, da si boš to želel čez, ne vem, 1 leto, pa da boš isto razmišljal, ne? Zakaj si ne bi, ne vem, je res, da plesna karijera mogoče časovno oziroma starostno malo omejena, koliko si ti fizično sposoben, ne vem, nastopati, ampak nastopanje je pač samo ena specifika, kot če imaš plesno kariero. Se strinjam. Sicer ne poznam ogromno, ampak koliko, ne vem, prima balerin iz vse posod po svetu so stare, ne vem, 60, 70 plus, pa še glih tako učijo, pa pridejo samo v dvorano, pa povejo stvari, folk odpleše, pa grejo domov, pa so na vrhu. Kaj mislim? Ne. Se po mojem se samo bolj odločiš, kdaj ti je dovolj tega, ne. Zato, ker ima tudi eni plesalci, po mojem, se začutijo bolj, da so stage, ne, oziroma za nastope, eni pač so bolj, ne vem, za učiti, eni bolj za ustvarjati, ne. Pač tako bom rekla, jaz, dobro, zdaj pustim ostati to korono, ampak jaz pač iskreno bi še izkoristila še par let nastopati, zato pač meni je zelo lepo biti na odru in pač plesati pred občinstvom, veš, da dobiš uni feedback, da pač je noro, ne, ful je lepo, tako to ful pogrešam, ne. Tako da jaz bi še izkoristila, ne, to, kar lahko, ne, pač pol pa ja, bi šla v smer, da bi pač točno to bi bila jaz zadovoljna sama sabo kot umetnica, ne. Ja. Ne. V kateri smeri oziroma ki se vidiš čez, ne vem, 5 ali 10 let? Oziroma, ali pa mogoče, ne vem, kje si se prej videla, pa se zdaj več ne vidiš? Se ti pravim, da je tačno obdobje, da se še iščem, najhujše, da se pri teh letih iščeš, mislim, no, se je normalno, se celo življenje iščeš, ja. Ampak, ne vem, ja, plesno sem se videla pač na odrih, nastopi, to sem se videla, to smer sem hotela iti, ne. Malo sem pozabila tudi na mojo pač umetniško stran, da bi lahko, pač se, tako kot sem rekla na začetku, ful imam rada filme, ne. In ful imam rada občutek, da lahko kaj ustvariš, veš kako so režiserji in ustvarjajo recimo zgodbo, ne. Ja. No in pač jaz bi, mislim, se že delam, ker dostikrat delamo predstave v gledališčih, ne, in pač moraš narediti točko, ampak jaz pač vedno stvar tako zakompliciram in naredim, da je pač, da vem, da stane, ne vem, 8-minutna točka namesto 2-minutna in potem Veronika skrajša, ne, moram vse povedati, ne. Tako da vam ful, mogoče tudi to vpliv mislim, od filmov, ker sem odraščala, tudi tašne ideje, ki jih imam, ne, da bi mogoče se usmerila v to, da bi kaj ustvarjala, ne, v tej smeri. Vedno plesno. Komod, mislim. Ja, seveda, ampak se ti pravim, ne, pač čaki zdaj rabim prije sebi, že 1 leto pa ne, se hecam. Moram razčistiti par stvari in pol. Ja. Sej bo. Kaki mindset imaš kot plesalka, če bi se probala objektivno opisati? Se ti zdi, da si pač, ne vem, bolj spontana, ali da si pač da trdo delaš, vadiš, imaš vse organizacijsko pošlihtano, popredalčkano, kako bi sebe opisala? Kako pristopiš do plesa, ko se gre za neko priložnost, ali pa službo, ali pa delo, kaka si kot? Ja, pač pač profesionalna, to mislim. Da če si profesionalen, da če si, dobro, ne bom rekla mislim, resna sem, jaz nisem tako, se veš, da nisem, jaz sem pač bolj umirjena. Mislim, nisem niti umirjena, pač ko me spoznaš, sem pač čisto nekaj drugega, ampak sem zelo umirjen človek, kar se tiče teh stvari. Ne. Pač vedno sem dala mogoče preveč poudarka na tehniko, ne, in zato, ker se meni je zdelo, da pač telo je sposobno marsikaj, ne, in sem hotela sama sebe videti, kam bom prišla, ne, s tem. In zdaj v tem trenutku, ko vidim, da nobenega ne zanima tehnika več. Ja. Da je pravuno, ne rabiš tehnike, razmetavaj, se je boljše. Ampak če se razmetavaš, pomeni, da uživaš, da imaš nekaj več, razumeš?
In če pa si toliko let vlagal in pač ceniš tehniko, da hočeš raziskati telo, kako deluje in to, je pač zdaj si preveč perfekten in to ni v redu. A razumeš? Ja. No, tašen občutek pač imam zdaj kot zdaj, ampak drugače pristopim pač resno na stvari in če grem pač milijon postov neki, ne. Pa kaj se ti zdi, da spada zraven, če tako imaš, ne vem, osebno izkaznico plesalca, profesionalnega plesalca, kaj so tiste, ne vem, lastnosti, ki ti meniš, da so pač a must v današnjem svetu? V današnjem? Ja. V današnjem? One basic lastnosti, ki jih pač moraš imeti, če ne želiš biti. Ja, mislim, koliko si, kako se reče, sem pozabila, mi ne pride na pamet beseda. Pač koliko stvari znaš. Okay, ja. Koliko si vsestranski nekaj. To je, vsestranski. Pač ja, ne vem, kaj lahko še spočeš, da se ne spomnim. Kaj lahko si še? Ja, ne vem, zadnjič sem se z nekom pogovarjal, da pač hočeš ali nočeš jebi ga za določene jobe, moraš pač zgledati na oko lep, tudi ne. Ja, lahko to ti je res, ja, delaš tehnične stvari, kakve češ, ampak če ne boš, ne vem, ja, če bo fant, ne vem, manjši od ženske nastopajoče, pač ne bomo ti dali v njih ekstra visokih čavlov, pač že ne boš zraven, ne. No ja, to, veš to, najbolj banalna stvar sem jo pozabila. Ja, za nastope je bilo vedno tako zunanjost, ne, dosti. Pač ja, ok, če si dober, še večji plus, ne. Ampak ja, točno kot si rekel, če si premajhen, predebel, ne vem kašen, pač težko, da te bojo, ne. Slovenija je malo drugače gledano, ker recimo v tujini vidim, da so pač tudi punce, ki so plesalke in niso suhe in niso perfektne, ne. Pač dosti delajo, v Sloveniji se mi zdi, da je še vedno dosti na zunanjosti, koliko si suh in kako zgledaš. Pa zakaj to, mislim? Nimam pojma. Okay. Res ne vem. Mi ni jasno. Mogoče, ker Slovenci, oziroma ne vsi, ampak te, ki hočejo koga, imajo neko percepcijo, kaj je lepota, ne? In pol se ne premaknejo iz tega, ne vem, po mojem pri njih narobe. Ker recimo res v tujini delajo vsi, ne? Brojavki, če si visok 3 metre, dobro, 2 metra pa nekaj ne moreš, če si nizek 1,40 m tudi, ne moreš biti s puncami, ki so 1,70 m. Valjda. Pač to sem tudi dosti krat, veš, ko so te audicije, dosti krat sem gledala tudi po Italiji, veš, za neke šove in to, sem bila vedno preniska. 1,66 m. Kako si visoka? 1,66 m. Okay. 1,66 m. To ta polovička šteje. Ja, vedno sem pisala 1,67 m. In so vse bile punce, morajo biti pač 1,70 m navzgor. Če si 1,66 m, sploh ne greš, ne? Ja. Tako, to vem, da je bilo v Italiji neki cajta. To si ekstra visoke pete kupila, ali? Ne, ker morajo vedeti, kako si v resnici. Okay. Ne gre skozi. Ne gre skozi, okay. Ne gre skozi. Zato sem bila vedno preniska za njih. V Italijo si dosti hodila na kakve audicije pa nastope? Ali? To sem bolj sledila, ne, na klase sem hodila. Okay. A se spomniš Verona in to mislim. To tako pogrešam, to Verono. Klasi. Ja, nisi pa nikoli, ne vem, nastopala za kakve, ne vem, italijanske artiste ali pa podjetja, da si na kakve audicije hodila? Ne. Ni toliko tega? Vsaj pri meji? Sem iskala vse, da bi bilo približno bliže meni, ne, recimo vse, kar so audicije, ki so bili tam dol na jugu, ne, to je daleč, ne. Mislim, da greš ti na blef, naredite na audicijo, rabiš denar za prijeti sploh do dol in mogoče ti tak ne vzamejo. Zakaj že? Dosti je bilo teh audicij za križarke, ne, ampak tudi to si mogel iti nekam, recimo. Mislim, da pol se nisem nikoli odločila, da pač me niso prepričali, no. Ali je bilo predaleč, ali so bili tašni pogoji, višina, ne vem kaj, levo, desno. Ja, nisem se. Kak je bila izkušnja za Ksijo? Ksijo? Ja, da malo piši. Kako je izgledalo to, kako je potekalo? So bili, ne vem, vsi na setu profesionalni, od kamermana do onega? Zdaj to je, ker si ugotovil, da, recimo, ko sem rekla v Sloveniji, da je dosti organizatorjev, ki mogoče ne spoštuje plesalce, ne, pač on je deloval tako, da on brez plesalcev ni, ne, ker je pač itak tudi njegov stil je narejen iz teh, da pač pleše tudi on, ne. In tako da takrat se mi je zdelo res da si neki vreden, da si pomemben del te ekipe, veš, da nisi
kar neki. Ja. Tam, dodatek, ne. Tako da to je bilo lepo. Sicer Seula nisem videla neki dosti. Imeli skozi vaje, rehearsale, pa... Ja, je bilo kar, tako da res nisem videla. Ampak v redu je, nima veze. Je bilo super, ne. Kar se, ne vem, plačila tiče, pa to si, ne vem, bila presenečena nad, ne vem, zneskom, ki si ga dobila, zaslužila, ali je bilo okej, ali si bila tako... Ne, sem bila kar zadovoljna z zneskom. Mislim, potem veš, ko si navajen, da te plačajo, ne vem, na nastope, ne vem, kaj se spomnim, 150, ne, odvisno od točke, lahko tudi več. In pa prideš na tačne številke, se rečeš, jaz bi šla tudi zastojn. Lahko grem tudi zastojn to delati, sam da grem, ne, da imam tačno izkušnjo. In pa še, če ti plačajo pasivno, ful hvala. Mislim, jaz sem tačna oseba, vem, da dosti jih ne razmišlja, moraš živeti, moraš imeti denar, moraš to. Se strinjam tudi jaz. Ampak če ne bo duša dobila hrane, pa če ne boš užival, ti dojadi 1, 2, 3, To sem bila vesela. Pred koliko ljudmi je bil koncert, si nastopala? Kaj zdaj, če rečem eno številko, sploh ne, če prav. Res ne vem, kaj sme, 30,000, 50, se ne vem. Si se isto tako pripravila pred nastopom, si se umirila, pa tako si atletiko trenirala, ali si bila ful preživčna? Sem bila ful živčna, ampak se prav spomnim, preden sem šla na oder, sem mislila, se bom zjokala, zato ker je on imel nek intro, ne? In ko se je prikazal, so se začeli vsi dreti in si komaj takrat se zavedal. V kaj se spuščaš? Ja, to je bilo ono. O moj bog, res sem bila na koncu živci pravuno, na jok mi je šlo, ne. Pa ko si šel gor, pa itak. Je bilo ful lepo. Nice. Kaki so plani za prihodnost? Dalje? Ne vem, po koroni? Po koroni... Ko bo konec korone? Ko bo konec korone, pač jaz bi sam rada, vem, pač plesala, no. Da sem svobodna. Da mi dajo naprej svobodo, da lahko živim in da lahko delam ono, kar jaz hočem. Ker zdaj mene ful ovira to, ko mi rečejo, lahko to delaš, lahko greš tam, ne smeš to, ne. Vse vemo, v kakšni situaciji smo, ampak svoboda mi je zelo pomembna in tudi, če je nimam, pol težko delujem, ne. Ja, valjda. Tako da ne vem, jaz si sam želim, da zaživim spet na polno, kar me bo pripeljalo ful dobro, karkoli bom vesela, samo da bo. Sem sprejela, mislim, nima veze, plesno, neplesno, življenjsko, sam da bo neki, sam da se premakne stvar, da ne ostanem na istem mestu. Mislim, ker se res dosti matram, da ne ostajam, ampak pač tako ali drugače, zdaj ne gre nikamor. Ne vem, jaz mogoče ti malo opazil, da zdaj zaradi celotne situacije ljudje, ki so talentirani, ki imajo perspektivo, pač jih je celotna situacija pač zbedirala do te točke, da pač so nehali z plesno kariero, ali pa ne vem, eni, ki so imeli željo, se pač zdaj ne bojo spuščali v ples, zato ker vidijo, kako pač negotovo je, ko pač ni koncertov, pa ni nastopov, ne. Kaj bi ti rekla takim spodbudnega? Jaz bi rekla, ne se pustiti. Res. Tako kot smo se že prej pogovarjali, da je to samo obdobje v življenju in da ni vredno, da zgubiš zaradi enega leta ali 2 pač to, kar hočeš delati, ne. To je. Sicer vem, da dosti pač plesalcev smo trenutno vsi na istem, ne, tako ali drugače, eni si znamo pomagati tako, eni si znajo drugače, ampak tudi za nas ostale se bo. Mislim, da bo. Mislim, mora biti. Bo glavo gor. Za ekipamo. Veronika, najlepša hvala danes, da si bila moja gostja. Upam, da si uživala. Jaz sem malo treme. Ti si imela? Ja, valjda. Nisem vedela, kaj govoriti. Hvala lepa. Lepo bodi. Se vidimo, se slišimo.